Kako ste vi pripravljeni na novo šolsko leto? Priprave na šolsko leto so zelo intenzivno potekale ves teden. Učitelji so prišli dobre volje, spočiti in pripravljeni na nove zagone. Pripravili smo vse, kar smo dobili priporočila in navodila, da poskrbimo za varnost in za ukrepe, ki so predvideni, in pa seveda pouk. Saj niso samo tisti ukrepi, ki so pomembni za šolo, ampak mi smo se pripravili za pouk. Pouk bo potekal tako, kot je vedno, po učnem načrtu, z nekaterimi prilagoditvami, ampak smo se v preteklem obdobju toliko pripravili na vse te spremembe, da nas niti to zdaj ni posebej kaj vznemirjalo ali pa nam postavljalo kakšne nove izzive. So potrebna posebna pravila za učence s prilagojenim programom? Nekaj drugače je kot za druge redne osnovne šole. Tukaj le moramo poskrbeti za otroke, ki so bolj zdravstveno ogroženi, ki imajo svoje specifike, ki so tudi sicer bolj občutljivi, tako da poskrbimo še bolj natančno za to, da je šola razkužena, da poskrbimo za oddaljenost, razdaljo med učenci, da se seveda vsi zaposleni zelo držimo vseh teh navodil in priporočil. Seveda pa poskušamo ustvariti čim bolj običajno, normalno šolo, zato da otroci tukaj se dobro počutijo, da so sproščeni in seveda potem tudi pridobivajo nova znanja in spretnosti. So učenci že osveščeni z razkuževanjem rok in pa seveda z nošenjem mask? Ja, za učence to ni bil problem, niti maja in junija, ko smo začeli delati, so to hitro osvojili, so temu sledili, nekateri so vzeli kot eno igro in kot nek nov izziv in seveda, ker so tudi malo posnemali to, kar so videli pri starših in nasploh v naši okolici, in to se zdaj v bistvu nadaljuje. S tem pa, da vseeno otroci, ki imajo več ali razvojnih težav ali nekih svojih posebnosti, malo drugače odreagirajo na te spremembe. Nekateri ne prenesejo, da imajo učiteljico masko in takrat jo tudi ne nosijo, nekatere vznemirjajo te spremembe in jih potem tudi poskušamo čim bolj poenostaviti, prilagoditi, da ne bi vznemirjalo otrok. Tako da tukaj imamo vseeno nekaj manevrskega prostora in se lahko prilagodimo, tako da je poskrbljeno to, kar mora biti in pa seveda za dobro otrok. In koliko učencev bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo? Točno toliko kot preteklo šolsko leto, 89. Imamo približno pol v enem programu, posebnem programu in polovico v nižjem izobrazbenem standardu. Vseh skupaj imamo 5 novih učencev, od tega imamo enega prvošolca in eno deklico, ki je na novo iz vrtca prišla v posebni program. Srečno vsem skupaj. Hvala lepa in naj bo lepo in pa uspešno šolsko leto.